Lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovane. Smo na polovici projekta Evropska prestolnica kulture Nova Gorica in Gorica. Zato je čas, da skupaj z direktorico zavoda GO 2025 Mijo Lorbek naredimo obračun doslej izvedenih projektov in pogledamo tudi, kaj se bo še dogajalo do konca leta. Ne bomo pa se izognili niti zamudam nekaterih nosilnih projektov in niti kritikam, ki se pojavljajo v javnosti. Zato, spoštovani poslušalci in poslušalke, ostanite v naslednjih minutah z nami. Dober dan torej, gospa Mija Lorbek. Še vedno brezmejno lepo pozdravljeni, tudi po pol leta. Tako. Kot rečeno, EPK, Evropska prestolnica kulture, je na polovici. Za nami sta dva programska vrhunca, poleg februarskega odprtja še majski pohod za Evropo. Veliko se dogaja tudi sedaj v poletnem času. Lahko omeniva nekaj nedavno izpeljanih dogodkov, kot so plesna predstava M&Dance Company Brezmejno telo, pa koncert Aleksandra Gadžijeva. Od vrhuncev pa sledi še kulinarični festival Okusi brez meja konec septembra in razsvetljena zaključna slovesnost, s katero se bo zaokrožil EPK in bo tudi predana štafeta naprej našim naslednikom, finskemu Oluju in slovaškemu Trenčinu. To je kratek programski opis, ki ga bova v nadaljevanju še poglobili. Začniva pa z vašo oceno o zadnjih 5 mesecih, kolikor jih je minilo od odprtja, od slavnostnega odprtja Evropske prestolnice kulture. Kako ste torej zadovoljni s prehojeno potjo, kar se pač programskega dela tiče? Pravzaprav smo s prvo polovico izjemno zadovoljni, saj je nad pričakovanji vseh kriterijev Evropskih prestolnic kulture. Ponosni smo seveda na število dogodkov, ki smo jih izvedli v prvi polovici. 422 se jih je že odvilo, še enkrat toliko se jih bo. Ponosni smo na odmevnost, saj so nas poročali tako številni tuji mediji, pa tudi doma smo podrli rekorde, več kot 10 000 medijskih objav v Sloveniji, pravzaprav največ od kulturnih projektov v Sloveniji. Ponosni smo tudi na število sodelovanj. Preko 7 000 sodelavcev je soustvarjalo programe ali pa organiziralo programe in pa seveda tudi s številom obiskovalcev prireditve, ki je krepko preseglo število 100 000. To se bova kasneje še pomodili pri teh številkah. Kaj še recimo sledi v poletnem času, v jeseni in še vse do zaključka Evropske prestolnice kulture, če se najprej osredotočiva na ta programski del? Tako sledita dva množična vrhunca, torej, ki ste jih že našteli, Brezmejni okusi, pa seveda božične luči, ki bodo tudi uradna zaključna slovesnost. Sicer pa bi zagotovo še izpostavili festival Gong, ki se bo odvijal med 27. avgustom in 30. septembrom, pa otvoritev kavarne Epik in osmice 28. avgusta. Morda trajnostno modo Benedetti 13. septembra pred občinsko palačo, pa priljubljen festival ROR, ki se bo odvijal med 2. in 5. 10. pa takoj zatem pa mednarodni festival, plesni festival Vis-a-Vis. Seveda bodo pa jesen popestrile še številne dolgo pričakovane dogodki, od otvoritev gostujočih razstav v Epiku, vključno z otvoritvijo stalne razstave Mesto na meji, pa otvoritev košarkarskega igrišča, mednarodna konferenca Think Tank Vlak, konferenca Bazalija in tako naprej. In zaključek, ta velika slovesnost decembra, kaj prinaša? Zelo smo veseli, da smo dobili tudi zaključno oziroma primopredajni trenutek 5. decembra, ki ga bomo soorganizirali z mestom Chemnitz, torej skupaj z nemškim mestom Chemnitz bomo predali kulturno štafeto Fincem in Slovakom. Obiskal nas bo pa tudi sam kulturni in politični vrh iz Bruslja, pa ministri. Simbolno na Trgu Evrope, ki že od začetka
združuje. Sva pravkar orisali nekaj programskih vsebin. Pomodili pa se bova tudi pri infrastrukturi. Osrednje prizorišče Evropske prestolnice kulture je tako imenovano EPK okrožje na meji med Novo Gorico in Gorico, središčem na Trgu Evrope. V neposredni bližini se nahajata dve zgradbi, Epic Center in Super Osmica. Občina jo je od Slovenskih železnic odkupila z namenom, da ju preuredi v ključna objekta oziroma projekta Evropske prestolnice kulture. Pri obeh pa je zamuda z odprtjem občutna, dragoceni čas pa mineva. Kakšen je vaš komentar? Pri infrastrukturi se moramo sicer pomakniti še en korak nazaj. Infrastruktura razvita zaradi EPK na obeh straneh meja je pravzaprav ena najboljših v zgodovini Evropskih prestolnic kulture. Približali smo se peščici najuspešnejših na tem področju oziroma tistih, ki so programski projekt Evropske prestolnice kulture izkoristili tudi za razvoj infrastrukture, kot naprimer Liverpool in Veszprém. Tako se je ob infrastrukturi, ki je bila nekako obljubljena oziroma načrtovana v prijavni knjigi, dodalo celo nove projekte in predvideni znesek v prijavni knjigi, ki so ga takrat ocenili na 20 milijonov, sedaj obsega že preko 200 milijonov na obeh straneh meja. Tako da sta se res obe občini, država, dežela potrudili tudi na infrastrukturnem področju. Pravzaprav je super, da se infrastrukture odpirajo skozi celotno leto in zaželeno je, da se odpirajo tudi v zapuščinskem obdobju, kot se bo recimo začela prenova Vile Rafut. Zdaj, zamudami dostikrat slišimo zamudo za Epic Center, se je pravzaprav... Super Osmico tudi, kaj ne? Tako, za Super Osmico, pravzaprav se je Epic odprl 3 tedne kasneje, kot smo ga najavljali, torej naj bi se 8. maja, vrata smo pa odprli 30. maja, tako da pri vsej količini investicij ocenjujemo to kot relativno minorno zamudo, sploh glede na to, da nam je uspelo pridobiti tak center. Torej, 30. maja smo v Epic vstopili že z Bienalom mladih. Tako je zatem se tam nadaljeval festival Na mejah planeta v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici in Zelene točke in gibanje uradnega programa. Potem je tam seveda takoj, naslednji dan, ko smo v zavodu GO 2025 prejeli stavbo v upravljanje, odprla informacijsko-predajna pisarna. Že naslednji teden bo tam mednarodna poletna šola Enter. Pred odprtjem pa so programi Epika že potekali tudi na drugih lokacijah. Ampak vendarle, pravite, res zamuda je 3 tedne po načrtih, ampak kot smo ugotovili, Evropska prestolnica kulture je že na polovici poti. Tukaj je nekako čutiti to zamudo, ne samo glede na planirano, ampak 3 tedne kasneje res se ne sliši kot velika zamuda, ampak vendarle, res smo že sredine julija, recimo, ne? Zakaj tako velika zamuda? Sploh, ker bo Epic Center zaživel v polnosti šele kasneje, predvsem pa tudi razstava, osrednja razstava, ki je tudi nekako eden od nosilnih projektov EPK-ja, se odpira šele jeseni, ko bo poletna sezona že mimo. Tako je, kot sem že povedala, Evropske prestolnice kulture so razvojni projekti, torej tudi nikjer se niso odprli vsi objekti preden se je Evropska prestolnica kulture začela. Pravzaprav se v večini primerov sploh niso odprli novi objekti ali pa prenovljeni objekti, tako da je dobro, da se jih odpira postopno. Kar se pa tiče zamud pri Epiku, so bile pa pri sami infrastrukturi so bile pa pravzaprav iz objektivnih razlogov. Vemo, da smo videli vse od čezmejnih evakuacij, dosti je bilo pa tudi postopkovnih in birokratskih razlogov. To sem že večkrat ponovila, da je največji trn v peti v vse kulturne produkcije, pa pravzaprav najbrž tudi celotne Evrope, tako da so se po vseh teh ovirah oziroma izzivih smo pravzaprav zadovoljni, da se je infrastruktura tako hitro prevzela, po našem mnenju. Seveda pa stalna razstava, ki pa predstavlja četrtino dela stavbe Epic Center. Epic Centru imamo namreč Epic kavarno, ki je prodajna informacijska, v zgornjem nadstropju imamo galerijo za gostujoče razstave, potem imamo večnamensko dvorano, kjer programi že potekajo. Kar se pa tiče stalne razstave Mesto na meji, pa je pa razvita specifično za to stavbo. Zato je morala počakati najprej, da se je stavba dokončala, da se je lahko nadaljevalo z naslednjimi javnimi razpisi. Avtorji so se namreč odločili, da bo
ta razstava kvalitetna, izdelana stalno, trajno, da bo zdržala tudi dlje časa in v sodelovanju z obrtniki, ki bodo jo razvili specifično za te vsebine. Tako bo tudi trajnejša, ne pa kot ad hoc postavitve. Epicenter in Super osmica sta torej dva izmed ključnih infrastrukturnih projektov Evropske prestolnice kulture. Gospa Mija Lorbek, o Epiku sva že nekaj spregovorili, omenili ste tudi, da je bila tam nedavno odprta prodajno-komunikacijska točka, ki pa daje precej skromen vtis. V prostoru se nahaja ena miza, na kateri je nekaj informacijskega materiala, poleg so še izobešene majice z logotipi EPK, tako je vsaj bilo ob odprtju. Nameravate zadevo še kako nadgraditi ali je to? Tako je, Epic Center se razvija postopno. Informacijska točka. Tako tudi informacijska točka. Tukaj je, kasneje se misli preseliti na vhod, ko bo dogorejen tudi severni del. Tukaj bo pa ostal prodajni program in Epic kavarna, ki se bo postopno odpirala že v avgustu, kot smo napovedali, bo že zadišalo po kavi. Prav tako v Super osmici oziroma osmici, ki se odpira že ta vikend s poskusnim delovanjem. Obe skupaj pa bosta pripravili veliko otvoritev 28. avgusta, ko bo v obeh zadišalo po kulinariki, po hrani in tudi po dobri glasbi in tako bo skupaj dopolnilo dogajanje okrog Trga Evrope. Bo torej ponudba informacijske točke bogatejša, nadgrajena ali bo podoba taka, kot je sedaj? Informacijska točka je majhen del kavarne Epic. Kavarna Epic se še ni odprla. Pohiteli smo, kajti na Trgu Evrope so izjemne količine turistov vsak vikend, zato smo pohiteli, da imajo vsaj eno točko, kjer dobijo informacije o programu tudi tam, čeprav je bila že prej informacijska točka odprta cel vikend. Zato smo s to informacijsko točko pohiteli, da smo jo odprli kar se le da hitro. Tako je drugi dan, kot smo dobili stavbo v upravljanje. Govorite, je bila informacijska točka odprta že prej, to se nanašate na KIT, ki jo vodi kulturni dom, kajti ta se tudi nahaja v neposredni bližini v stavbi železniške postaje. Prav to bi bilo tudi moje vprašanje, nekako podvajanje na tako kratkem, majhnem prostoru. Je to smiselno? Pravzaprav je v času Evropske prestolnice kulture in vrhuncu turistične sezone smiselno imeti čim več, ker ti količine turistov so se izjemno povišale, iščejo tudi različne informacije in super je, da imajo čim več ponudbe. Omenili sva že Super osmico, tudi ta program z nekoliko zamude, žal vemo vsi postopki, izbirajo pač izvajalca programa, vendarle se je našel, kaj ne. Kako bo torej zaživela ta točka, kakšna ponudba bo tam, kaj vse bo moč okušati pri njih? Izjemno smo veseli, da je bil javni poziv mestne občine Nova Gorica po tolikih poskusih uspešen in verjamem, da se je prijavil pravi partner. Namreč imajo že dobre izkušnje tako v Ljubljani kot v Štokholmu s podobnimi vsebinami, torej ponudbo hrane skupaj z nekim kulturnim dogajanjem in zagotovo bo obogatil ponudbo, ponudil neke nove produkte, seveda bo pa specifično vezano na vsebino osmic, ki pridejo v mesto. Torej, nek nov koncept, ki bo zagotovo dobro zaživel. Najbolje pa, da fantje, ki so izjemno inovativni in kooperativni, prav vsebino predstavijo sami, še najbolje tudi skozi prakso. Tako. Naslovili bova še nekaj kritik v nadaljevanju, ki se pogosto pojavljajo v javnosti. Promocija Evropske prestolnice kulture in dogodkov bi bila neenakovredna na obeh straneh meje, v smislu, da je Nova Gorica na slabšem oziroma da potegne krajši konec. Kritike so tudi na račun urnikov nekaterih dogodkov, razstav, češ da niso odprte med tednom, temveč samo ob koncih tedna, kam torej obiskovalci, ki pridejo k nam med tednom. Nepregleden napovednik dogodkov na uradni strani EPK, recimo, to so tiste kritike, ki se res pogosto pojavljajo v javnosti. Kako odgovarjate? Komunikacija tako obsežnega in kompleksnega dogodka je seveda zahtevna.
Kar se tiče odnosov z mediji in objavah mediji, sva se že dotaknili, tam smo podrli vse rekorde, torej 10,000 medijskih objav, tam bi nam se težko kajkoli učitalo, tudi v zunanjem oglaševanju, v skladu s stroški, ki so relativno visoki, oglašujemo vse glavne dogodke. Kar se pa tiče spletne strani, je pa v upravljanju EZTS-GO, ta je požela številne kritike, nekatere tudi upravičene, tudi sami smo naslovili nekatere kritike in študije in moram povedati, da so večino napak, ne vseh, odpravili. Je pa glavni problem tega portala, glavni razlog v tem, da združuje funkcionalnosti, predvsem potreb turistične ponudbe in kulturne ponudbe, ne? Tako da je specifično razvit predvsem za tiste, ki prihajajo. Večinoma se pritožujejo domačini, turisti so precej zadovoljni, se najde sicer kakšen dvomljivc sicer. Dejstvo pa je tudi to, ravno smo obravnavali spletno stran tudi na našem svetu zavoda, ki so se pridružili predstavniki EZTS-GO, da je tam izjemna količina dogodkov. Torej med tednom je povprečno 40 dogodkov in stalnih razstav, čez vikend pa kar 80. In v takšni količini pravzaprav dogajanja je res lahko kaj spregledati. Torej, ta spletna stran kombinira in uradni program, in programe, spremljevalne programe, pa tudi generira dogodke iz teritorija v celoti, avtomatizirano za vse te first level stakeholderje, kot oni rečejo, torej turistične zavode. Tako da ponudba res obsežna in je pravzaprav sedaj z zadnjo posodobitvijo, ko je možno uporabiti filtre, ali želiš pogledati uradni program, želiš pogledati danes, ta vikend, precej izboljšana, ni še optimalna, je pa ravno ta funkcionalnost, kjer izbereš ta vikend, ena izmed najbolj uporabljenih, recimo turisti so... Ampak še vedno vikend, kaj ne? Med tednom... Največ je, zagotovo se dogaja največ čez vikende, tako je tudi v vseh krajih in vseh festivalih se skoncentrira glavno dogajanje. Ampak razstave, ki so na voljo, ki so postavljene, je pač tudi moč pretežno videti med vikendi. Menda. To gre zgolj za peščico zunanjih nosilcev, ki so naši partnerji in imajo tudi druga financiranja, ker smo mi recimo kot Evropska prestolnica kulture manjšinski financer, so se odločili večinoma zaradi stroškov in delovanja, da imajo čez vikende. Tukaj so predvsem oddaljeni kraji, kjer beležijo višje obiske le čez vikende. V mestih pa so večina odprta tudi med tednom, seveda. Kot sva danes že večkrat poudarili, gospa Mija Lorbek je Evropska prestolnica kulture na polovici svoje poti. Dotaknili se bova še finančnega dela. Država je pred nekaj dnevi odobrila še dodatna sredstva za izvedbo projektov v sklopu Evropske prestolnice kulture in sicer skoraj 1,3 milijona evrov, s to vsoto vred, torej skupaj skoraj 6 milijonov evrov dodatne podpore, ki jih je treba prišteti k 14,5 milijona evrov namenjenih za programska sredstva. Zakaj je bila potrebna ta zadnja finančna injekcija? Ta zadnji finančni sklop je del celote, ki jo je leta 2023 ocenil strokovni svet, imenovan strani Evropske komisije, kot znesek 6,5 milijonov, ki primanjkuje programskemu delu Evropske prestolnice kulture, da sploh lahko izvede tiste projekte, ki so zapisani v prijavni knjigi. Namreč, kot vemo, če se vrnemo nazaj, je bila vsota ocenjena na podlagi Evropske prestolnice kulture Maribor, ki se je odvila pred 12 leti, med tem so se zgodile tako inflacija kot dvig cen, kot dvig plač in vsega, in tako je strokovni svet ocenil in zapisal in tudi zavezal oba župana, da to dodatno financiranje priskrbita. Mi smo dodatno financiranje potem dobili po kosih v preteklem letu in tudi za letošnje leto v 2 kosih. No, kot sva pa že prej napovedali, se bova pomudili še pri turističnem obisku in dediščini, ki jo bo projekt zapustil.
Koliko torej turističnega obiska je regija zabeležila na račun Evropske prestolnice kulture? Podatki so sicer verjetno težko merljivi, težko je vedeti, kdo natančno pride samo namensko za Evropsko prestolnico kulture, ampak vendarle zagotovo se dajo primerjati številke s preteklim letom. Kaj pravijo? Tako Evropska prestolnica kulture je dober razlog za obisk ne samo kulturnih programov, ampak tudi širše regije. V praksi izgleda to tako, da ljudje slišijo, da se tam nekaj dogaja in pridejo tudi morda na druge ponudbe, pogledajo pa si tudi kulturne dogodke. Specifično so najbolj narasli dnevni obiski in sicer je kar precej merljivo. Zdaj po novih turističnih kazalcih je v občini Nova Gorica dnevnih turistov kar 28% več. Prav tako so spodbudni podatki tudi za sosednjo Ajdovščino. Recimo obiski turistično-informacijskih centrov v Novi Gorici so narasli celo za 250% v primerjavi s preteklim letom in v Ajdovščini za skoraj 100% več obiskovalcev. Vse te obiskovalce seveda dobri turistični delavci vedno povprašajo, kaj iščejo, zakaj so prišli, in Evropska prestolnica kulture je definitivno, tako kot po vseh drugih krajih, dober razlog za obisk tako kulturnih programov ali pa širše regije, saj naši dve mesti in okolica sta izjemno zanimivi. Jih pa ljudje prej niso toliko poznali. To smo zaznavali preteklo leto, ko smo delali veliko promocije po ambasadah skupaj s Slovensko turistično organizacijo po sejmih. Vsi so rekli, ja, super, poznamo Ljubljano, obiskujemo Maribor, obiskujemo Trst, v Novi Gorici in Gorici pa še nikoli nismo bili, se bomo ustavili ali pa pridemo tudi k vam, ne? Tak generirana priložnost za vse, da pritegnemo v letošnjem letu, ko smo na svetovnem in evropskem odru osvetljeni, zanimanje, seveda pa za gostoljubnostjo, prijaznostjo in našo čudovito naravo in programi lahko prepričamo ljudi, da prihajajo še kasneje. Še v nadaljnem obdobju, ko se bodo ti žarometi že ugasnili, kaj ne? Rekli sva nekaj že o obisku, kako je pa recimo delež tujih domačih gostov? Verjetno natančne številke še niso znane ali pač, oziroma zanimajo nas ti tuji obiskovalci, koliko jih je, imate morda te podatke? Za obisk kulturnih dogodkov je seveda pričakovano najvišji odstotek obiska iz Italije, Slovenije, ampak tudi izjemno visok procent je obiskov iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Nizozemske, Belgije, Francije, pa tudi z Velike Britanije, Amerike in drugih celin. Pri nočitvah pa so seveda višji procenti pri tistih, ki so dlje. Torej je največji porast obiska pri Nizozemcih, Avstrijcih, Hrvatih, pa Nemcih in tudi Madžarih. Omenili sva tudi to dediščino Evropske prestolnice kulture, o kateri se je veliko govorilo še preden smo sploh zakorakali v te čevlje. Sedaj smo že nekako blizu tega trenutka, ko bomo morali predati to štafeto naprej, in zagotovo delate tudi na tem, kaj bo ta Evropska prestolnica kulture pustila na temu območju. Kaj se nam torej obeta po letu 2025? Tako je, drži, dobre Evropske prestolnice kulture o tej dediščini oziroma legacyju razmišljajo tudi na začetku in skozi celoten proces. Torej, kaj bo ostalo po letu 2025? Mi smo pripravili tudi strategijo za ta čas, torej vse projekte, ki se jih lahko pripravi na to zapuščinsko obdobje, da bi samostojno delovali, bomo ocenjevali v letu 2026 po evalvacijskih vzorcih. Seveda imajo največjo možnost ti projekti, ki imajo svoje prostore, imajo nove ponudbe, ki so zdaj najbolj obiskani, o katerih se največ piše in imajo tudi najvišjo kvaliteto ponudbe. Pravzaprav moramo biti v Novi Gorici, pa tudi v Gorici, precej zadovoljni, saj imamo številne nove prostore, tako za produkcijo, kot za druženje, kot tudi za to, da povabimo tja svoje prijatelje, obiskovalce in turiste, ki bodo ostali po letu 2025, tako kot prostor, kot vsebina, pa tudi številne podporne in infrastrukturne projekte bomo zapustili.
za kasneje. Tako, najlepša hvala za pogovor, gospa Mija Lorbek, in dobro plujte še naprej proti temu koncu in ki je pa pravzaprav nek nov začetek, kaj ne? Ja, hvala. Srečno. Radio